Kriv je za nemogoč položaj samozaposlenih v kulturi, saj jih samovoljno briše iz razvida samozaposlenih in se sam odloča, komu bo plačeval prispevke in komu ne. Kriv je za popolno uničenje slovenskega filma, saj filmarji že več kot 1 leto ne dobijo denarja, ne dobijo plačila za že opravljeno delo, kaj šele, da bi lahko načrtovali nove projekte. Kriv je za zamenjavo zelo uspešnih in mednarodno priznanih menedžerjev v kulturi s svojimi nesposobnimi in nekredibilnimi strankarskimi aparatčiki. Kriv je za nespoštovanje ustavnega načela ločitve države in cerkve, saj je najprej verske uslužbence, ki so uslužbenci največje korporacije na svetu in ne plačujejo davka tukaj v Sloveniji, kjer so največji veleposestniki. Najprej jih je izenačil s samozaposlenimi v kulturi, zdaj pa je ta vlada jim dala še večje bonitete kot tem, ki delajo, plačujejo davke in se trudijo za slovensko kulturo, in to vse iz budžeta Ministrstva za kulturo. Kriv je za uničenje medijske krajine, saj je molčal, ko so se dogajali pritiski na javno RTV in Slovensko tiskovno agencijo, čeprav mediji spadajo pod njegov resor. In nenazadnje, kriv je za svoj ciničen, aroganten in sovražen odnos do vseh ustvarjalcev v kulturi in nenazadnje tudi odjemalcev kulture. Zato v opoziciji menimo, da kulturnikom in uporabnikom ne moremo dati večjega darila ob letošnjem kulturnem prazniku, kot je ta interpelacija z željo, da ta minister, ki mu pravijo tudi nekulturni minister, končno odide, kajti Ministrstva za kulturo ne more voditi nekdo, ki kulturo sovraži. Hvala. Lepa.